Spoštovane medicinske sestre in babice, spoštovani, cenjeni gostje. Najprej naj čestitam vsem babicam in babičarjem ob Mednarodnem dnevu babic, ki ste ga obeležili pretekli teden. Seveda pa iskrene čestitke vsem tudi ob današnjem prazniku, Mednarodnem dnevu medicinskih sester. Kot je povedala vaša predsednica, gospa Monika Ažman, v intervjuju za revijo Vzajemnost, v zdravstvu ne sme biti prostora za egoizem, vsi pa moramo imeti pravico in enak dostop do javnega zdravstva. Zdravstvena in babiška nega imata v zdravstvenem sistemu izredno pomembno vlogo, kar se je še toliko bolj izkazalo med epidemijo koronavirusne bolezni. In kar vsi, ki zbolimo, občutimo na lastni koži vsak dan. Ste največja poklicna skupina v zdravstvu. Edina, ki je ob pacientu ves čas, vse dni v letu. Vaš poklic, ki ni samo poklic, je posebno poslanstvo. Ob strokovnosti pa vas odlikujejo še izjemna srčnost, empatija in prijaznost. V najlepšem spominu imam mojo babico Vilmo, ki je bila prisotna ob rojstvu sina Maksa. Nikoli ne bom pozabila njenega predanega dela in seveda mojih občutkov ob rojstvu otroka. Kako pomembno je, da so takšni enkratni življenjski dogodki pospremljeni s tako odlično babico, kot je bila moja Vilma. Prepričana sem, da je učinkovit in human zdravstveni sistem mogoče graditi le ob tesnem sodelovanju vseh, ki ste del celotnega zdravstvenega sistema. V njem ni prostora za delovanje posameznikov, ki ne upoštevajo drugih. V njem morajo biti enakopravno zastopani in slišani prav vsi sodelavci. Le tako bo mogoče zagotoviti pravočasno, kakovostno, humano, varno in vsem enako dostopno zdravstveno obravnavo, vsakokrat, ko jo bomo potrebovali. Kot predsednica države sem zagovornica za vse enako dostopnega in kakovostnega javnega zdravstva, ter se zavzemam za krepitev in posodobitev javnega zdravstvenega sistema. Spremembe v zdravstvu so nujne, zaradi demografije, ki nam neusmiljeno kaže ogledalo. Starejših je vedno več in vedno večje so potrebe po zdravstveni negi in oskrbi. Ponosni moramo biti na dobro delujoče preventivne programe, med njimi naj posebej izpostavim patronažno službo, centre za krepitev zdravja in referenčne ambulante, če poudarim samo vaše neprecenljivo delo na primarnem nivoju. In seveda vsa druga strokovna področja, saj praktično ni zdravstvene obravnave od rojstva do smrti brez vaše prisotnosti. Ponosni moramo biti tudi na to, da letos praznujemo 100-letnico javnega zdravja na Slovenskem. Marsikdo se ne zaveda, kakšen napredek ste dosegli v stroki zdravstvene in babiške nege v zadnjih desetletjih in kakšen je prispevek zdravstvene nege v vseh fazah obravnave pacientov. Medicinske sestre ste velikokrat zagovornice pacientov, še posebej tistih, ki sami ne zmorejo ali ne znajo več izraziti svojih potreb, želja. To znamo in moramo ceniti, zato ni odveč, da ponovno poudarim, kdo je deležen največjega zaupanja med prebivalci Slovenije. Takoj za gasilci ste to reševalci in medicinske sestre oziroma zdravstveniki. Upravičeno. Ob vašem prazniku se vam zahvaljujem za vaš neizmeren trud in prizadevnost, ki jo namenjate slehernemu prebivalcu Slovenije, ki in ko potrebuje vašo pomoč. Verjamem, da je težko priti v službo vsak dan z nasmehom in polnim košem energije, ker ste zaradi kadrovske stiske velikokrat prikrajšani za nujno potreben počitek, prosti čas, vaše bližnje in se velikokrat srečujete s problemom neopravljene zdravstvene nege, ki lahko vodi v občutek slabe vesti in ta v izgorelost. Zato verjamem, da bodo vsi odločevalci, ki imajo to možnost, čim prej sprejeli ustrezne kadrovske standarde in normative in s tem izboljšali delovne pogoje za vse vas. In seveda poskrbeli za ustrezno plačilo vašega neizbežno potrebnega dela. Nič nam ne pomagajo moderne stavbe, nove aparature in biološka zdravila, če nimamo dovolj kadra z znanjem, empatijo in vsem, kar sodi v dostojanstveno, kakovostno in zdravstveno varno obravnavo. Kot družba bomo morali na področju zaposlovanja, izobraževanja in nagrajevanja narediti več. Hvala za vaš doprinos k razvoju tako stroke, zdravstvene in babiške nege,
kot celotnega zdravstvenega sistema. Hvala v imenu slehernega prebivalca in prebivalke Republike Slovenije, ki jih kot predsednica države zastopam. In hvala tudi v mojem osebnem imenu.